Cela štala številka 6. Imate kako pesem za to? 6-krat sem hodil in to si izmišljujem. Ja, se mi zdelo. V današnji celi štali spet mi gostimo, izpadlo Majo Triler. V bistvu sem vesela, ker neko breme mi je padlo, ne morem več. Triler klana Je konec. Kaj pa pravi polovica, ženska polovica, ne vem, če nežnejša polovica tega klana, pa v nadaljevanju. Včasih rata, včasih pač ne rata. Kaj čmo? Gremo mi v štalske stvari. Trump je zmagal volitve, kaj pa to? Ja, cela štala. Napačno oddaja, sorry. Opa! Tukaj je moči zmanjkalo za delo. Za taktike je ogromno, ampak za delo je pa zmanjkalo. Ja, teden je nič tako pretresljiv, nič se ni ful dogajalo, ampak še vse na koncu. Predvideli smo, če bo ni glava družine, da bo pač Maja v dvoboju, ampak je prišlo do tega, da v drugo ni šlo tako dobro kot v prvo. Maja je dala vse od sebe, nimam kaj tukaj za zameriti. Ja, valjda sem slabe volje, ne? Meni se zdi, da Maja se je kar dobro borila, ne? Ker proti gospodu Stanislavu smo vedeli, da ne bo lahko. Ja, moč je sigurno njegova vrlina in to dokazuje vsak dan na tej kmetiji. Mislim, že moški proti ženski je moč, da nočem biti nasraman, ampak mečka na strani moških. Če pa v igri Stanislav, pa kdorkoli drug je pa pač ta razlika krat 3. Samo mirno. Maji se je začela tresti roka, izpada koruza. Zgledala je zelo enostavna naloga, ne? Ampak ni. Če roko ti držiš takole gor, te bo začela zelo boleči, imaš pa ti še koruzo gor oziroma neko kilažo. Tako da Maja se je res dobro borila. Jaz mislim, da ne bo to, ampak kapa dol za to borbo. Plus tega zdaj ne vem, koliko sta razlika v višini, ampak že razlika v višini je lahko v bistvu težja, veš, ne moreš ti tako držati pa vse to. Daj, Majče, prosim te. Mene res zanima, kaj bi bilo, če bi uspel zmagati, ker naslednja je bila pa pol znanje. Maja veliko se je naučila pratike. Ja, ampak veš kaj? Pa veliko zna. Ja, sej, pač jaz mislim, da Stane ima ful znanja, sem ne tega, kar je v pratiki. Ko v pratiki imajo še zmer te latinska imena, pa vse to, ne dvomim, da se Stane rihto učil. Vprašanje, če Stane ve latinsko ime za konjski gnoj. Korlatilo ima. Korlatilo ima. Tako je, ne? Kdo se zadnji smeje, se najslabše smeje, to je ipak pravi slovenski pregovor oziroma kdor visoko leta nizko pade. Ker konec koncev to lahko traja, ne vem, par dni, par mesecev, na koncu življenja te izuči in padeš na realna tla, ker zemlja je ravna. Nekako imam občutek, da naslednji teden ne bo on v borbi. Vemo pa, kdo bo glava družine, ne? To, kar vemo, ampak moram pa reči, da smo že prejšnji teden zelo lepo napovedali, kaj se bo zgodilo ta teden. Tako da, če obstajajo neke športne, kmetijske stave, vi nas poslušajte, ker mi smo tle. Končno sem najdla ta prav trenutek, da lahko izkoristim in pogledam dejansko, kaj se skriva za temi vrati. Jaz sem bil tako živčen, sem bil tako Tjaša, odpri ta prekleta vrata, poglej tja noter, a lahko vidimo, kaj je v teh nabiralnikih. Zakaj ona je šla not? Nabiralniki so in je šla ven. Ziher se v enem od teh nabiralnikov nekaj skriva. Res sem bil zelo živčen in še vedno sem živčen, ker še kar ne vem, kaj je v teh nabiralnikih. Ja, mene tudi Ferbec matra. Na posestvo je končno prišla Urška s trenutno najbolj vročo robo. Jaz bi izpostavil ta teden, prav napisan imam misija tržnica, res so rabili hrano, res so bili lačni in so šli pol res v kreativo. Kaj pa ja, gospa? Jaz sem lačna, žejna in sem prišla tukaj na kmetijo, da bi me nahranili. Niso vam nič dali? Marjana, Marjana. In še nekaj, ker se je zdelo, da odigra staro gospod, rab kostum. Ja, in je ful se potrudila. No samo, da nekaj je, kar že je. Pa kako klobasico. Ja! Sami mi je uspel, ne, so kar veliko prinesli iz tržnice, pa glede na to, da je še Jolanda prišla pogledat. Vsi so bili in so jo res so Urško obrali do... Pa če smo čisto iskreni, ne, mogoče, a Timo manjka kaj? Ker je on kar malo pobožal, ne, našo Urško.
Če bi moj mož zvedel, kaj bi on naredil? Čavapa z njega, te pa ne bi več imeli oni kriza, tam je bilo do čavapa, njega bi lahko pojeli pol. Ne vem. Ta moment je bil. Povej ti, kot nekdo, ki prejema roko na svojo kračo. Drame je velik. Samo enkrat. Kako si se ti počutila ob tem? Takrat, ko smo ti zakračali, kje tim njom potrebuješ? Dajmo pustiti mene, pejmo na Tima. Tim je na tapeti. Ja, mislim, da bi mene nekdo po trebuščku ne bila glih navdušena, če sem čisto iskrena. Pa kaj bi on sploh rad, razumeš? Pogledaj, kakšne drobečke on. Pa niti jaz samo, če ga objamem pismo, njemu bi spolomila pol kostima, razumeš, ko gresim bi se zlomil. Tim pa zna z besedami, ki pride do nje in on jo mečkanjo peca, mečkan se pogovarja. On ima naštudirano, najbolj sigurno ima naštudirano Urško in očitno je v tistem momentu, ko mu je zmanjkalo besed, rekel, bom pa malo pobožal, pa bom na koncu to kaj dubil. Ti boš malo počesal. Taj ga boš malo počesal. O tedenski nalogi še nismo nič rekli, kaj se nam je zgodilo, se pravi, bila je zelo težka naloga. Gremo k sosedu, jaz sem Nik, me veseli. No, jaz pa Damjan. Ta sosedov Damjan. Saj mislim, da Damjan. Zelo hitro obupal, celo naš Stanč obupal, rekel, da mogoče pa ne bi. Prav je, da je ostal doma, prav je, da se spočije, prav je, da kdaj tudi on ne pristopi do dela zaradi tega, ker se vedno ubija na tedenskih nalogah. Prav prijetno ga je videti v hiši. Mene je to malo presenetilo, da sem malo razočaran, da so to hitro obupali. Sej res, da je naloga svinsk težka bila, ampak ne to hitro obupati. Zakaj? Že po prvem dnevu so predali, ampak vse so dobili pol pomoč, ne pa, ampak... Bi se 2-3 dni pomatrali, pa pol. Ne bi ni za plačilo delala, kamoli za stoj. Jaz bi rad poudaril, mi smo zdaj, tokrat smo te epizode res gledali skupaj. In moment, ko sem jaz vedel, ok, to bo pa zdaj nekaj za ta dva, naša ljubitelja ansamblov, ko pride ansambl. Na kmetijo kot nagrada in je bilo, koliko časa sta rabila, preden sta ugotovila, kateri ansambl je? Prvo sekundo. Oba sva vedela. Popevki Dolenskih pet. Popevki zaradi Hane Zupan so bavila, da takoj, da je Dolenskih pet. Še prej, da so not prišli na kmetijo, sva videla, da je to to. Ful sem vesela, da slišam muziko, tako da to bo taka žurka za popet. Tako da ja, to je bilo pa moment za naj, to je. Tako, kje bo prvi rekel ime ansambla? Jaz sem mislil, da bo pri alkoholu, da bojo bremze popustile. Ja, takih še pa ni, takih še nismo videli, ne? Ne. Ne, res ne, ampak... Iskrice v očeh, ko so bili veseli muzike, ne? A je vedno, kadar so ansambli zraven, je vedno... Iskrice v očeh, ja. Ja. Hvala za našo družbo! Bravo! 50 dneh ste na malo muzike pripeljali, tako da... Ansambl je naredil to, da so se oni imeli dober. Da so se malo sprostili. Da so se sprostili, ampak so se res dobro sprostili, ne? Nik je tako, kar rekla pred, kar naenkrat ste mu dve sedeli, tako je že dobil to moč glave družine. Pa jaz upam, da bomo Nika spet na vsem teden. Ja, jaz sem glava družine. Moja tista noč kar dolga, sicer ne vem, kako se jo spomnijo, ampak noč za zapomen. Jaz bi si zelo želel koga, ki je bil tam, vprašati, kako je bilo. Nažalost, Maja je zamudila. Ni bila tam, tako da Maja ne moramo o tem vprašati, ampak čakam jaz človeka, da mi pride pojasniti to. Če se boš Tim odločil, da bi slučajno se prišel pomeriti, jaz sem tu, te čakam, z veseljem. V današnjem kmečkem klipu tedna dajmo pogledati, da je Tim sprejel ta dvoboj, pa se bomo družili pa z Majo. Spet ta Marcel, stari moj, gremo še bokšat. Model, zgubil si proti ženski, ko je mama 2 otrok. Pač, po manj si sam zaradi tega jezni, zdaj spet tako, gremo še bokšat. Plus tega, rekel si, da lansko leto jaz nisem hotel, jaz sem ti rekel, gremo MMA, si rekel ne. Plus tega, zakaj bi jaz šel boksat s tabo? To je isto, kot da jaz rečem, gremo bench press delat, ko te pojemo njemu, a veš kaj mislim? God damn it. Po manj si sam jezen, zaradi ker si izgubil proti punci, ker si bil skozi stay hard, who's gonna carry the boat, ko si bil tak fake David Goggins, a v bistvu sploh nisi. Po drugi strani pa spet, zakaj bi jaz tebe fajto? Pač, nimam nič od tega, pač life je good, preveč good, da bi se obadal s takimi ljudmi in s takimi bedarijami. Hashtag stay hard. Maja, dobrodošla v celo štalo še enkrat, no? 2 let nazaj si že bila tle. Kar neko vreme mi je padlo, ne morem več. Enostavno, dosegla sem svoje, čeprav ja, mi je bil cilj
še naprej, ampak ugotoviš, s kakšnim folkom živiš, ni to meni potrebno, res ne. Hvala za povabilo, z veseljem pridem vedno. Prebral ti bom za začetek sporočilo moje kolegice Leje pred tvojo borbo. Aha. Napisala je: Dej, reč mi, Alen, prosim, da Maja vrže še koga ven, ker ne morem gledati Tjašinga klana, vsi mi grejo na živce. Točno to sem si želela, končno je Maja šla domov. Zdaj pa ti. Zdaj pa jaz, z veseljem, valjda, jaz se ne bojim Arene, jaz sem to večkrat povedala. Arena je pač dejansko lokacija, kjer se ti pokažeš spretnost, moč, znanje. Ampak včasih rata, včasih pač ne rata. Pride malo za tabo, jaz sem imela težko kmetijo, kar se tiče fizičnih del. Žal je tako, ko pride do tega, da je usoda enkrat v rokah drugih, ne moreš nič. Kolikor bi jaz imela možnost, da se zberem sama nasprotnika, nasprotnico, bi definitivno se zadeva drugače odvila. V enem momentu sem bila za Ines, v drugem momentu sem bila za Tamaro, tako da ja, verjetno bi šla na ženski dvoboj. Ali pa Anja, to je bilo tudi zanimivo. Pratika, ta je bilo dobro. Ona se je tudi ful učila. Anja zna pratiko, zelo. Ne vem koliko, ampak 4 tedne v gozdu, kaj so drugega delali, kaj pratiko brali, kaj delala sigurno ona Nino. Ne maram delati izdelkov, na živce mi grejo izdelki, na živce mi grejo ljudje, ki delajo z mano, na živce mi grejo dilce, glina, vse mi gre na živce. Kje bi ti rekla, da si se zakalkulirala v igri kmetije? Ne jaz kot jaz. Zakalkulirala nas je Marjana. Sploh se mi ne da z njo ukvarjati, že tako je za ki je šel Boris domov, že takrat sem jezna na njo in živja, dio, čau, ne da se mi sploh. Kaj je dala Borisu glas? A to je bilo, to je bil... Pika konc, ja. To je bilo. Tle je šlo. Takrat je Tjaša v bistvu njo dobila na svojo stran, ker sem jaz pristala v gozdu in Marcel pa Boris pač sta delala, kolikor sta delala tisti teden v bistvu nič. In tle je v bistvu Marjana pol gledala izključno na delo. Ni pa razumela, pa razmišljala, da so lih oni bili tisti, ki so njo pa Lauro takrat poslali v Areno, sam sta pač na srečo nista bile v dvoboju. Ja, ona je bila tista v bistvu, ki nam je prekrižala vse načrte. Pa Marjanca po mojem sploh ne ve, da je tule na kmetiji. Ona misli, da je na nekem dopustu, na nekem glampingu. Njo zmerno, ko tako jo vprašaš, kaj je ona, nič ne ve, čist zmedena, sploh ne ve, kaj se dogaja. Dajmo mogoče reči kakšno besedo o tej lepi bratsko-sestrski zgodbi, ki smo jo letos gledali. To je igra, moraš vedeti, da če boš ti šla domov, jaz bom imel še 3-krat večjo motivacijo, da jih vse zmečem domov. Ja, verjamem. Še posebej mogoče tisti, ki so spremljali tvojo prvo kmetijo 2 let nazaj, ko nista vidva imela nobenega pametnega odnosa, zdaj pa oba skupaj tle. Daj mal povej, kako je prišlo do tega, kako sta vidva zdaj tako. Ja, po moji prvi kmetiji sem najprej zgradila odnose z mamo. To je bilo vse super, počas, pa pol še tudi z Nikom. Na koncu sva ugotovila, da sva butasta en in drug, ker nisva že prej tega naredila, ampak ja, mladi smo bili, nismo vedeli določenih stvari. Jaz imam pač vsem družino doma, imam 2 otročka in pač rabila sem ga. Vsa ta leta, ki ga nisem imela ob sebi, sem ga ful pogrešala, ful mi je manjkal. A veš, tuno, ko narediš kakšno neumnost, ja, valjda ne boš mami povedal, valjda boš to povedal bratu. Lej, nimamo kaj, treba se znajti na nastalo situacijo. A ti imaš lokal in si organizirala eno srečanje tekmovalcev kmetije, tako da seveda me zanima 1, kako je bilo, 2, kdo je prišel in najbolj pomembno, koga ni bilo. Meni gre Maja itak ful na živce, ne more me niti gledati, prevelika taktizerka, prevelika hinavka je. Niso bili vsi. Ja. Kaj misliš, koga ni bilo? Ja, ne vem, Marjana po moje ne hodi na te stvari. Marjana se je izgubila v času in prostoru, ona po moje še na kmetiji. Ni bilo Marjane. Počivaj v miru. Pa ti si budala, majke. Ni bilo Tamare, pa je bila povabljena, jaz sem vse povabila. Pa so se določeni odmaknili iz grupce, ki sem jo naredila. Ni bilo Laure, ni bilo Polone, ni bilo Tima. Glas moram dati Maji.
Ampak v bistvu smo bili taki, ki smo dojeli, da je to igra in da smo vzuni vsi nekako normalni ljudje, da se lahko normalno pogovarjamo. Tam je pač borba za 50 ur, sej to je valjda vsakmu jasen. Tisti, ki se je odzval na moje povabilo, je vedel, da sem jaz a priori čisto normalna oseba, da lahko normalno spijem s tabo kavo, se pogovarjam, ni panike. Unika pa niso prišli, imajo pa ful, bogi ego, tako da ja. Te 4 fanti grejo se spraviti zabijati en kol, kamoli da jih zabije 20, še enega ne morejo. Brez mene, škoda, da začnejo, v bistvu nimajo nikakršnega znanja, to si že vidi z nebes dol, da so res mimo sekani čist. Stane obvlada, če ne bi bilo Staneta, pol stvari ne bi bilo postavljenih, ker jaz sem rekla, Niku, že fakt mi s peskovnika ne bi znali sestaviti, res ne, pač nismo z teh vod in nimaš kaj tle. Raj bi takole naredil, da se tle obesam sred tega vinograda. Stane je priden, žal mi je to, ki je bil vedno nekak zadnji vagonček, ki so sam prišli do njega, rekli, ej, tega dej, in je rekel, okej. In on ni taktizer, on tega niti ne zna in če bi se malo poskušal, bi kozovc ne bi stal in pa bi to njega bolelo, tako da ne, boljše, da je on delal. Ti si še jedel? Ja, 2 prstka sem. Ti si mi zdi, vedno, ko je kakšna stvar zmanjkala ali pa ko se je kaj delalo tako, kakšna taka prikrita operacija, se mi zdi, si vedno bila ti zraven. Šel sem na mleki. Pa si imel? Kaj si še? Nimam nič za drugega za jest, pa sem kot. Pa jaz nisem nič vzela od teh stvari. Meni še takrat, ko sem kradla na tržnici, sem me dobil, tako da ne. Jaz sem pač vedela za vse te stvari. No pa kaj, kdo ne bi marmelade? Fakt, nisem je jedla en mesec, zdaj mi ni bilo žlice, da imam kotnik in jam. Pač ja, to je bil meni en boljših projektov, ki smo jih z Nikom naredili. Nisem bila pobudnik za to. Nikoli pa nisem rekla ne. Maja je nekako na tem posestvu ravno enako kot jaz. Želi si zmage in veliko taktizira. Kmetija je ena samo taktiziranje. Ja, tudi Tunke je zelo priden pa delaven, bo pristal v areni, ker predstavlja nekomu hudo konkurenco, v tem primeru Stane proti meni. In če bi jaz Staneta slučajno poslala domov, kaj bi se pol zgodilo? Definitivno pa nauči se ceniti hrano, vodo, WC papir, to je zelo pomemben podatek. Preden zaključiva, daj mi samo minuto, grem sem nekaj iskati. Zdaj si mi dala eno idejo, veš? O moj bog, vse sem vedela. Rekla si, da toaletni papir si najbolj pogrešala in se mi zdi, da te ne moramo poslati domov praznih rok, tako da... Hvala lepa. To je res za krizne čase. Mislim, da jih nimam doma, ampak ja, hvala lepa.